kombinacij, tako praviš, si razpravljala o tem, kako pravzaprav vsak umetniško delo je pravzaprav kombinacija, oziroma naj bi ga tako tudi obravnavali, da je kombinacija materialnega, tehničnega, tehnološkega, pa na drugi strani vsebinskega pa simbolnega. Omenila si, da pač tudi s posegi oziroma ne posegi na njih ali pa ob njih pravzaprav to vse skupaj sooblikujemo. Čeprav razumem, govoriš pravzaprav na eni strani o nekem fizičnem oblikovanju, pa tudi o oblikovanju nekega duha prostora, kako bi to navezali na današnjo temo. Ja, hvala za vprašanje. V bistvu štartamo mogoče z tega zornega kota, ko jaz opazujem samo mesto Velenje, je v bistvu zelo že zagrajeno, zasičeno in se mi zdi, da nima toliko možnosti blaznega, neskončnega širjenja, grajenja, zidanja, asfaltiranja v različne smeri, omejeno z dolinicami, z cono industrijsko pač. In ključno najprej, bom se navezala, se mi zdi to zavedanje, da znotraj obstoječega trenutnega stanja se v bistvu vstavimo in gremo na dejansko raziskovanje tega, kakšni so cilji, kakšna je vizija. Seveda spet, kot sem na začetku poudarila, iz tega humanističnega zornega kota človeka, ki tu živi. Se spet navežem na modernizem, ki po mojem mnenju nudi ta najbolj odprti, življenjski, human koncept in da se tudi v današnjem razmišljanju vračamo v ta koncept po rešitve. Torej, znotraj tega prostora iskati možnosti novih vsebin, dajati življenje že z tem objektom oziroma jih spreminjati, prilagajati ali izboljševati, bolj kot pa spet dodajati, dograjevati, kar pač v Velenju je kar kruta realnost, ker nima blaznih ravnin več okrog. Tudi tisti modernistični koncept, ravnica za mestno središče, pobočje za to stanovalsko strukturo. Ja, na eni strani ta materija, na drugi strani pomen. Torej, prej sem izhajala iz tega, da se meni zdi, kot zunanjemu opazovalcu, da se mesto Velenje oziroma prebivalci vseeno veliko bolj zavedajo lastne dediščine kot mogoče z katerega drugega mesta. Če to vzamemo kot prednost, kot pozitivno lastnost, dejansko, če mi, to je pa naša naloga, začenjamo z ozaveščanjem, raziskovanjem naše preteklosti, našega razmišljanja, tega, kar imamo, te arhitekture, ki že je zgrajena, prepoznavamo seveda kvalitetne primere, ozaveščamo ljudi, da v bistvu same dobijo interes za to, da želijo še v tem bloku živeti, da jim ta blok nekaj pomeni, da je to, ne vem, gradila delavska, ne vem, kjera brigada tega in tega detka. Kakor imajo ljudje zgodbo, tako v bistvu razumejo pomen in v bistvu vsi ti objekti, ki jim pravimo ikonični, dejansko nosijo nek pomen in ga mi hočemo poznati. Bilo bi dobro, da se ne ukvarjamo v bistvu samo z našim presitnim, komercialnim, ne vem kakvim dobičkonosnim življenjem, ampak to je prostor, v katerem živimo in je dom. Na enem takem slovesni prireditvi en govornik zelo dobro omenil, pa se bom sposodila, dediščina je enako dom. To mi čutimo, torej meščani mesta Velenje čutijo mesto kot dom. Če mi izobražujemo ljudi, da se tega vedno bolj zavedajo, bo tudi ohranjevanje, zaščite, varovanje teh kvalitet lažje. Hočem namreč poudariti, da skrbniki te dediščine ne moramo biti samo stroka. To smo vsi, vsak prebivalec. Če se mi zavedamo pomenov, če nam to seveda nekaj pomeni. In tu bi še eno zadevo izpostavila, spomeniško-varstvena stroka, pač znani spomeničarji, ki gradimo življenje, mesto, ljudem, vasem in tako naprej. Zadeva je v bistvu, tu ima en taki rezime, en sloves, ki se vendarle spreminja. Dejstvo je, da najprej to upozorim, znotraj tudi mi imamo svojo zgodovino spomeniško-varstveno in v toku različnih sprememb smo v bistvu postali birokrati. In to je velik udarec za stroko kot tako.
Jaz se ne strinjam z mnenjem, da moramo mi odstopiti od takšnega mesta, kot je moderno, živo mesto. Ne. Jaz mislim, da se mora spomeniško-varstvena stroka razvijati v smer, ko tudi žive celote prepoznava kot kvaliteto in pomaga z usmeritvami, z nekimi strokovnimi mnenjami, z lastnimi raziskovanji, proučevanji, ljudem, arhitektom, urbanistom in vsem krajinarjem moramo delovati skupaj. Nujna je interdisciplinarnost. Pri nas že obstajajo merila vrednotenja arhitekture 20. stoletja, zelo dobro napisano, obstajajo konvencije. Če se samo obrnemo v širši evropski prostor, imamo kar dosti navodil, kako se tega dela lotiti. Pri tem seveda nujno potrebujemo seveda umetnostni zgodovinarji, arhitekte, arhitekturne teoretike, arhitekturno zgodovino. Problem je, mi smo birokrati, nam uhaja strokovno proučevanje, naša matična dejavnost. Mi že imamo specialiste za moderno, poznam kolegice, ki obvladajo modernizem. Pri nas se ukvarjamo že z preživetjem naše javne službe, odkrito rečeno, in ne moramo se razvijati, postavljati standardov, se projektov lotevati tako, da k sodelovanju pripričamo specialiste. Mi imamo specialiste za modernizem, za postmodernizem, za arhitekturo 20. stoletja. Mislim, da smo se malo zaštrikali, mislim, da smo vsi v enem svojem vozlu, v enem svojem problemu. Nekod smo bili pa v svojem slonokoščenem stolpu, arhitekti v svojem, mi kot stroka v svojem spomeničarska, in vmes je bilo pa treba mesto rešiti, mesto mora živeti, mora biti infrastrukturo, garažne hiše in tako naprej. Torej, tu je zdaj ta razpetost materija, pomen. Hočem pa vseeno reči, Velenje je tu na nek način v plusu. Vi ste gradili to mesto, zavedate se tega mesta in vam ni vseeno, kaj se dogaja, ali bo ti to odstranjen ali ne. Če dam primer mojega rojstnega mesta Ptuja, to je mali bodoči v navednicah Salzburg, mali biser. Kaj se dogaja danes Ptujem? Struktura demografska prebivalcev je pa tu popolnoma drugačna, kot bi govorili o neki kontinuiteti, pač teh 60 let, še vedno neke iste generacije, da ljudje ne čutijo tega kot svoje mesto. In tam je pač dejansko spomeničar to posovražena oseba, kot niti na nekih višjih nivojih ne prepoznavajo nas kot sodelavca, kot sogovornika v tem, da pripeljamo da te pomene ven izbrskamo. Bom pa zaključila čisto kratko, s čim se promoviramo, s čim se medijsko izpostavljamo. Z lepimi gradovi, z neokrnjeno naravo, z ne vem kakimi čudovitimi meščanskimi vilami gor dol. A ni to dediščina? Hvala, Mateo. Gregor Bojevič, si avtor prenove galerije, kjer si po moji seveda zelo subjektivni oceni, ker sem pri tem sodelovala, opravil odlično delo. In največja vrednost tega se mi zdi predvsem izkazana velika spoštljivost do avtorja Adija Miklavca oziroma njegove zasnove. Ko sva snovala enega od naših skupnih projektov, sva zelo intenzivno razpravljala o tem, ali naj se novi posegi podredijo obstoječemu, ali naj se jasno ločijo od starega, ter kako bolj poudarijo, negujejo prepoznano vrednost nekega obstoječega, ali pa celo popravljajo nekaj, kar je mogoče prepoznano kot slabost. Kakšna je vizija Velenja? Kako naj se staro spaja z novim? Spreminja, popravlja, ohranja? Mogoče bi se navezal na vse, kar je bilo tukaj razdelaj izrečeno, sta se edino dve stvari zdeli zanimivi. Prva je bila, velik besed. Prva je bila izjava Petra Lismana, ali je Velenje že dovolj veliko, da je preživelo brez premogovnika. Jaz bi mogoče sam dodal brez premogovnika in gorenja, glede na to, da na te stvari tudi verjetno ne bomo mogli odkrivati, pa se zna kaj hudega zgoditi, tega nikoli ni bil generator, po mojem temu. Tako da, ja, boš povedal, kaj? Ni vljudno, da me prekineš, preko jaz govorim, se verjetno bojo pol dali možnost kakih replikar, pa kaj takega. Tako da, to se mi je zdelo super. A je Velenje dovolj veliko, da bomo rekli, ja, gremo naprej premogovnika, tudi verjetno
dogaja, ne vem, jaz nimam teh odgovorov, da bo po mojem kar zelo bližna prihodnost pokazala. Upam, da na pozitivni scenarij, negativni je pa verjetno tak, ti boš to vedel, brata Strugatski, Sovjetska zveza, znanstvena fantastika, Piknik na robu ceste, ali pa Andrej Tarkovski, krasni film Stalker. Jaz upam, da tega ne bomo gledali za tiste, ko to poznate. Druga stvar je bila pa vaša, gospod Matjašec, da sem prav napisal, da se mi res zdi, da ni čas za neke velike vizije. Ampak za ene take drobne, vsakodnevne prijaznosti, ki se imenoval, pa bi mogoče tako paralelo med vsakdanjim človeškim življenjem naredil, imaš službo, s katero si zelo nezadovoljen, veš, da greš 2-krat na leto na dopust, vsak dan podpiš, 2-krat po 14 dni se imaš film. To so tisti veliki vizionarski projekti. Ali pa imaš življenje, ki te v bistvu vsak dan ene male stvari osrečujejo in tudi dopusta ne potrebuješ. Zdaj, če ste razumela, Saša, kar sem ti hotel povedati, jaz bi se vsekakor, pa ne samo domenil, tudi postopil osredotočil na v bistvu res ene tiste majhne vsakdanje stvari ali pa posebej, ki smo jih v bistvu v Velenju kar dosti dobili. Tudi dobro veš. In bi mogli služiti res tismo vsakodnevnemu življenju, torej 24 ur na dan, ki so tukaj. To so zelo majhne stvari, pravzaprav. Eni mali kotički, urbane stvari, čist majhne ureditve, mrcene prenove, ki ti plemenitijo življenje, predvsem ljudem, ki živimo v teh mestih. Jaz turizem ne verjamem predosti. Turizem uničuje ta planet, ne vsem skupaj. V bistvu ga opustoši totalno. Tako da, ja, se strinjam, neki veliki vizionarski projekti, jaz tukaj ne verjamem. Vidim enih malih ureditev, enih dobrih postavitvene klopce, enih mrceni prenovi zasaditve enega drevesa. Seveda pa to ne bo v bistvu nobenega haska, ne bo od tega, če Velenje ni dovolj veliko že, da bo preživelo v bistvu zaprtje rudnika pa odhod Gorenja, pa noben ne bo mogel uživati malih stvari. Zdaj ste vi trije kar nekako v isto smer šli, seveda pogovarjamo se o drobnem urejanju prostora napram atrakcijam, napram velikim stvarem, ampak pa takšno življenje je mogoče Botina zdaj v tem kontekstu, kar ravno razmišlja, še kaj povedala. Praviš, da si želiš, da bi bilo varstvo prepoznanih vrednot del razvoja in ne nekaj ločenega. Tudi o tem je bilo pravzaprav že govora. Si družbeno angažirana državljanka, ki svoje strokovno znanje uporabljaš tudi za ozaveščanje javnosti. Ponosna si, da so nevladniki sprejeli tvojo kritiko o neprestanem nameščanju neke urbane opreme ob obali in zagrabili za razmišljanje o praznem prostoru kot vrednoti. Vzhodno od Izole so namestili opazovalnico praznine. Je vizija Velenja nenehno spreminjanje v smislu širitve, nadgradnje ali morda v ohranjanju ali celo širitvi praznine? Vsekakor se menja, da smo prevečkrat prepričani, da je gradnja edini možni razvoj. Jaz trdim, da je ravno nasprotno in da to, da postavimo nov objekt, ne pomeni, da je razvoj, tudi ta objekt konec koncev lahko prazen, ne zaživi. V tem smislu bi se tudi navezala na to trditev glede turizma. Jaz tudi upam, da bo Velenje našlo nekaj, kar bo imelo več substance, pač če ne bo rudnika in Gorenja, nekaj, kar bodo ljudje počeli s srcem zase, ne za turiste. Ker to daje smislu življenju in to daje kvaliteto mestu. Prihajam iz Izole, čeprav sem po rodu Velenjčanka, kjer je turizem pač sestavni del življenja, ampak, če povem po domače, turisti se palijo na majhne stvari, ki jih domačini počnejo zase. Majhne kulturne prireditve na nekem trgu, kjer se turisti stisnejo, majhne ureditve, ki si jih ljudje naredijo zase, zato da je njim bolj prijetno,
ribištvo si želi živeti, pa ne zna preživeti. Kakorkoli, tudi jaz sem prepričana, da turizem dolgoročno ne prinaša dobrih stvari. Ureditve tudi ob jezeru naj bodo za Velenjčane. Jezero je identiteta Velenja, tam smo se vedno hodili družiti, se drsati in to je pomembno. Če bo pa tu pa tam prišel še kak turist, pa čisto v redu. Tukaj bi se tudi navezala na moč oblasti in prostorsko načrtovanje. Spet povedala v primeru z obale, naša najmlajša občina Ankaran je zdaj v postopku tudi sprejema občinskega prostorskega načrta. Začeli so ga najkasneje delati in so že zelo daleč prišli. Zakaj so prišli daleč? Zato, ker so bistvene vrednote prostora integrirali v načrt. In naprimer, varstvo narave je sestavni del prostorskega načrta. Župan sam govori, da je prostorski načrt naravovarstveni dokument. Tako da ko smo naravovarstveniki to pregledovali dokumentacijo, smo rekli, presoja vplivov ni potrebna, zato ker pač oni so sami sebi določili, katere so vrednote, ki jih oni želijo peljati naprej. So se tudi odločili, kaj bodo naredili, zablokirali bodo vso turistično gradnjo, ki jih je predhodna občina, ki je tam imela v mislih. Torej se da. Še toliko bolj sem prepričana, da se to da in da je to odvisno od oblasti, zato ker sem v istem času pregledovala prostorski načrt, ki so ga isti prostorski načrtovalci pripravljali, ampak za neko drugo oblast in je bila totalna katastrofa. Se pravi, dve različne lokalne skupnosti, ena ve, kaj hoče in integrira vrednote prostora v načrt in stvari stojijo. Vse skupaj je proces. Naravovarstveniki smo tudi bivši spomeničarji, pa včasih pač malo bremzamo stvari, ampak je tako, da jaz vsem verjamem v to, kar počnemo, zato ker se velikrat izkaže, da je dober. Vsi poznate Debeli rtič, veliko velenjskih otrok smo tam tudi bili v koloniji. Če ne bi naravovarstveniki tam zaščitili klifa, bi že 30 let imeli tam plinski terminal. To je samo en tak banalen primer. Jaz mislim, da so časi, ko je potrebno dosti več dialoga in vse stroke posesti skupaj, predvsem pa stroki dati prostor, pa moč, da naredi tisto, kar zna. In tukaj ta oblast pač more reči temu oglaševalcu stop in more reči temu prodajni verigi, da imamo tega dovolj. Seveda vsi smo pa tisti, ki povemo, katere so naše vrednote in kako hočemo živeti. Dokler bomo mi rekli, da hočemo nove shopping centre, se bodo pač gradili. Če bomo mi rekli, ne bomo hodili več v shopping centre, hočemo imeti kvaliteten trg ali kakorkoli, bo to lažje. Najlepša hvala. Nande, ti imaš to čast, da nekako zaključaš vse skupaj. Omeniva dejstvo, v bistvu ga je delno že Saša, da si soavtor natečajne rešitve skupaj z Edijem Vučinom. Tudi zdaj. Na osnovi katerega je nastal pravzaprav ureditveni načrt Velenja, ki med drugim začrta tudi zapolnjevanje praznin, v katerih praznin tedaj obstoječega tkiva. Kar se tiče same arhitekture, se pravi stavb, praviš, da rad vzpostavljaš dialog arhitekture z okolico, da potem to arhitekturo zasnuješ konstrukcijsko drzno in jo nekako označiš z ekspresivno pojavnostjo. Zdaj, v zdajšnjem času, tudi glede na odzive v prostoru,
se nekako zdi, da si ljudje radi najdemo svoj prostor v mestu. Ko pa smo tu, imamo pa radi okrog sebe zdaj ali praznino, ali pa gre mogoče tu bolj za željo po kvalitetnem odnosu med novim in starim. Tako da, kakšen načrt potrebujemo po tvojem mnenju? Zanimivo pa je drugi krog, ne? Drugi krog samo hvali se, ne? To sami problemi, ne? Glede, jaz mislim, da gre za eno slovensko značilnost, da smo mi tako vedno skrajni. Vedno je, recimo modernizem, ne? Velenje, jaz pravim, podarjam to, kar zdaj mi občudujemo, pa Trendova zasnova, to je druga faza velenja. Potem je bila prva faza, ki se pač, pet faz velenja, ki so čez veči tvile. Ampak ideal modernizma je bil dansko, da bi tudi oni naredili novega človeka. In to, kar je v bistvu Peter omenil, to se dansko dogajalo, to sem tudi jaz doživel, ne. Mi smo imeli te lepe znamenice, ampak so nas gnali, ne, nismo smo mnogo umetno naredili. Starši smo pripravljali zgodbe, da so celo vdirali v stanovanja, ki so prišali drugod in so kontrolirali, ne, če kaj kur bagi, tako naprej, ne. Teda dansko je bil tudi nek teror zganja, ampak to je bilo takrat domena stroke, jaz bi rekel. No in v tistem času je pravzaprav bil Velenje, ker je bil pač modernizem, povezan tudi s različnim sistemom, nekaj moga, ampak modernizem kot tak je bil ideal po celem svetu. Ampak ker se tam bila pač neka stara kasniška razmerja, se je tam težje realiziral na tako velik mah, kot se je Velenje. Tudi to, ko je Rok omenil, da je tukaj bila, da je skrita dolina, da je to gradov, to je vse povezano. Tam smo bili tukaj malo odmaknjeni in lahko ta bister nastavil. Zdaj, takrat moram reči, recimo, je bilo pa vse staro manj vredno. Staro celje, Šoštanj. Isti arhitekt, ki je naredil ta urbanizem, ki ga zdaj občudujemo, je postavil tisto hišo, tam tisti velik blok. Poleg enega trga. In je poleg enega trga malega naredil še en trg. In je hotel popucan. To so bili pravzaprav časi, ko je modernizem vdiral v te stare strukture. No in zdaj, da ne bom predolg, no, isto se nam zdaj dogaja recimo s prometom, ne. Enkrat promet vse posod, zdaj kar enkrat promet nikjer, zdaj kar enkrat samo prožna križišča, mi smo skozi neki skrajni, sploh ne znamo niso sodelovati. Življenje pa morate sami vedeti, da je pisano. V bistvu, jaz bi rekel, da je mesto kot neko živo bitje, in če ga primerjamo z naravo, narava bolje pisana, bolje pestra, bolje zdrava. Bolje monokultura, daje večje dobičke, ampak je bolj podvržena, da se lahko tukaj zgodi. No in jaz se spomnim, ko smo imeli tukaj neko delavnico, da ne vem, so bili naši arhitekti, tu leta 2001, sem jaz bil povabljen, takrat sem bil prejšnji nagrajenec bil, in sem jaz naredil predavanje arhitekturna pripoved Velenja. Sem opisal zdaj te faze in sem dal vizijo. In vizija je, to je zapisano. Prva vizija je bila, da se rudnik zapre. Ampak kar je bilo to bogokletno, takrat so se prvi ven arhivi zaprli, ker naenkrat je vse voda odnesla. No, istočasno je bila vizija, to smo se še z Zmerino pogovarjali, da bi, recimo, jaz sem skozi reklamiral vredo modernizem kot tak. Ni treba, da ga imate radi. Tudi moče ga čisto vsi ne boste razumeli. Ampak je nekaj vreden in je drugačen kot daleč naokrog. Takega mesta na en mah je malo kje. Da bo to v noči. Takrat smo se prav pogovarjali, nekaj fantazirali, da bi tukaj naredili pa center, državni center neke moderne arhitekture. To je moče tista ena majhna zakonitev. Istočasno, ko smo delali tisto idejni načrt za zadanje načrt, sem jaz takoj opazil, da pravzaprav določene stvari dansko ni dokončane, ne, in dansko je v bistvu bilo treba samo zgostiti določene stvari. In potem sem tudi ugotovil to zgodbo, kak je pravzaprav Žgank ščitil določene parcele, pa še te spomenike postavljene. Ker tukaj, ko Tito stoji, je bila predelirana velika struktura, mislim, 20-30 km. Ampak on je bil vedno hitrejši manj, ne, kot je bil in je vedno zaščitil prostor. Skratka, in to je, v bistvu, cel kup takih zgodb, jaz mislim, kako je rekel, prvo je treba narediti eno analizo, ampak resno analizo. Zdaj, gledajte, jaz sem imel enkrat intervju, pa je bila tiskarski škrat, pa se je avtor direkcije zapisal narobe in ta podatek se še zdaj vse knjiga pojavlja. Recimo to, v bistvu, koliko Velenčani razumejo svoje mesto. Pa da se razumemo, moja starša sta oba delala na rudniku, oče je bil celo življenje v jami in v bistvu se to izhajam. Ampak jaz sem takrat imel tudi ta privilegij, da sem s vsemi temi akterji zelo govoril in jaz imam narativno zgodbo Velenja. Jaz sem se pogovarjal s Strelcem, Otonom Vestfaljem. V Škampu sem se pogovarjal. In zelo zanimivo mi je bilo, recimo tukaj imate določene arhitekte, ki so prišli pa kar zginali, Viljan Stremecki. Imate prvega krajinskega arhitekta v Sloveniji, iz Dunaja se ga je Žgank prepeljal, Lipski.
sploh ne vemo, kaj se s tem človekom zgodilo, ampak mene to bolj žalosti, ker to nobenega ne zanima Velenje. To je tema za raziskave, ne. Tukaj je bilo en prvi prostorski načrt, ki ga delal Štremecki, ampak kot delovsko kolonijo, ne kot mesto. No in to je celo meni zelo zanimiv zgodb, ampak takrat sem jaz pravzaprav začutil mesto kot neko živo bitje, nedokončano. Zgodba se je sestavila, da pravzaprav bil rudnik res tisti, ki ga je naredil, ki ga je financiral, ampak istočasno, ko je pa to mesto postajalo vedno večje, ga je pa še manj duši. In Velenje ima srečo, pa smo srečo imelo tako, ker je bilo izolirano, ker je bilo skriti v tej dolini in lahko stalo mimo tistih nacij, ki je bil Žan Hitler je pohitel. So se oni združili, tudi malo deprivilegirani arhitekti in so to res naredili. Danes je pa to problem. V govoreni ekonomiji socializmu je to laufalo, so giganti laufali in Velenju ni bilo to pomembno, tudi Koroška bila odrezana na svoje Koroške, ne, in sva štela. Danes, ko je pa v bistvu trg, ko je tržno gospodarstvo, je pa to velik malo. In tukaj je Velenje petek odrezano in v bistvu je zdaj ena taka oaza in še zmeri pa, no in takrat sem jaz pravzaprav videl, ne, da manjka teh istotvornih funkcij, da je Velenje še zmeri na stopnji nedonošenčka, da mora biti selekcijo financirano, financirajo ga je pa skozi rudnik. Ampak po drugi strani smo pa videli, da pravzaprav, in to že Trenc razlagal, da bi mesto mogli imeti na svoje funkcije in ena od teh je bila ta umetnost, prejšnji center, neke nove tehnologije, ampak dejansko se je pa že takrat vedel, da je rudnik pravzaprav, da je to da treba rudnik zapreti, ampak takrat je to konkretno. In ko sem jaz stavil to teorijo, da treba rudnik, da mora rudnik mesto kot svojega sina spustiti z rok, da se osamosvoji, takrat sem pravzaprav jaz pokor z Velenja, takrat sem bil nezaželen. In to se mi zdi, zdaj se to dosti odkrito pogovarjamo, pač te stvari, pa zdaj se mi zdi prepozno. Zelo me moti to, pogovarjamo se o oknih, pogovarjamo se o odrih, to so spet malenkosti. In tudi jaz se ne strinjam, jaz mislim, da Velenje je zdaj čas malo za paniko in je čas za velike projekte. Ne vem, kaj ste s cesto, ne vem, kak je to, naprej, in se mi zdi, da tukaj bi bilo treba res sest, odkrito pogovoriti, pa še nekaj me zelo moti, ne? Mene moti to, ker se mi zdi, gledajte, urejanje prostora, urbanizem je vedno politika. Politika je v bistvu prostor. To ne morate reči, jaz sem strokovno, pa nisem politično, pa politični. In največji dosežek Velenja je tu obdobje Trenca, ki je bilo kratko, 8 let, ker sta se Žgan nekako ujela. Potem, ko je stroka imela preveč svobode, je bilo obdobje Šaleške, teh velikih indijančkov, potem tele Gorenjskega bloka, ni bilo tako uspešno in kontra, recimo, če ima politika preveč, ni uspešno. In jaz mislim, da zdaj da se ne smemo spregledati, jaz mislim, da Velenje rabi komercializacijo, rabi novo delovno mesto, rabi neke nove tehnologije. No in jaz kot ustvarjalec, kot umetnik, sem pravzaprav videl tukaj priložnost v sodobni arhitekturi, v nekem centru, ki se tukaj dogaja. Ampak se mi zdi, da se tega malo odmika. Predvsem je pa treba razumeti osnovno strukturo. In tukaj v Velenju imate v bistvu najslabši urejen promet, imate 3 slepe čreve. Vi na sodišče mali so pripeli čez pločnik človeka, ne sicer. Zdaj v bistvu ste tam naredili en lep izdelek, nekaj čudovit, me res zanima, kako živi, ampak to se rabi denar, to treba vse živeti, ampak še sam. Ljudje bojo radi imeli svoje mesto, če bojo dobro živeti. Hvala. Po pogledu na uro je jasno, da smo v bistvu že presegli zelen čas, ampak meni je strašansko žal, ker je zelo težko